Dober dan in lep pozdrav v naši majski oddaji za zdravje. Za naše zdravje in dobro počutje lahko naredimo veliko tudi s prehodi v naravo, še posebej v gozd. Danes vas bomo zato najprej popeljali na Golovec. Obiskovalce Golovca namreč razveseljuje nova urbana oprema, ki so jo v mestnem gozdu namestili v okviru evropskega projekta Urb4Dan. Jurij, hvala, da si me pripeljal na Golovec danes. Urco sva hodila. Koliko časa bi pa rabila, da obhodiva cel Golovec? Joj, tega si pa sploh ne predstavljam. Če bi merimo, se pravi, na grebenu imamo označeno povsod tudi razdaljo med dvema skrajnostima, se pravi centrom mesta in pa Orlami, ki so že v občini Škofljica. No in razdalja je 6,1–6,2 km, kar pomeni, da bi ob neki normalni hoji potreboval recimo slabi 2 uri v eno smer. Tako da recimo za tja in nazaj, pa še s postankom za pijačo, je v bistvu že dnevni izlet. Zelo lepo je tule na Golovcu, ampak vi pa se trudite, da boste to še izboljšali, da bo še bolj prijazno obiskovalcem, pa da bo še nekaj dodane vrednosti. Kaj je namen projekta Urb4Dan? Ja, projekt je namenjen izboljšanju upravljanja z gozdovi, izboljšanju pogojev za obiskovalce. Tako da Golovec kot naše pilotno področje, ki smo se ga temeljito lotili in ga tudi opremili z urbano opremo, z novimi usmerjevalnimi in tematskimi tablami. Vse to je v bistvu namenjeno predvsem temu, da bi dajal več vsebine, več informacij, več zadovoljstva, več znanja ljudem. Kar 8 vstopnih točk je, na kateri sva midva vstopila. Ja, vstopila sva na centru. In bova tudi izstopila v centru. Ampak dober ogled tega, bom rekel, enega zanimivega dela tle na začetku, v urbanem delu, v najbolj urbanem delu je že tukaj ti da v bistvu sporočilo, da je prostor zelo bogat v smislu gozda. Jurij, na vsaki vstopni točki je pa informacijska tabla. Kaj nam daje vedeti? Ja, ona je namenjena temu, da si ljudje ustvarjajo eno kvalitetno predstavo o Golovcu in da lahko načrtujejo pot, da si lahko približno odmerijo, kakšno traso bi tisti dan naredili. Tako da so na njej označene 4 ključne tematske poti, ki pač so trasirane po Golovcu. To so Srčna, Pot spominov in tovarištva, Turno-kolesarska pot in pa Jakobova pot. Drugače so pa seveda z javnimi potmi vse te vstopne točke povezane in seveda namenoma smo dali še dodatni 2 tabli na grebenu, tako da ljudje tudi, ki so v samem gozdu, lahko ponovno se s to tablo srečajo, si osvežijo, kaj razmišljajo, mogoče prilagodijo svoj obisk nekim novim časovnim okvirom, če je tako potrebno. Poskrbeli ste tudi za izobraževanje. Na kaj vse ste mislili? Ja, predvsem želimo predstaviti gozd v njegovi pestrosti. Zato smo oblikovali tako imenovane gozdne učne točke, ki so predvsem namenjene temu, da se recimo tematike gozda in vode, biotske pestrosti, gospodarjenja z gozdom in druge ljudem predstavijo, ker večinoma imamo neko predstavo o tem, ampak zdaj se pa dejansko prav ljudje, ki so strokovnjaki za gozdno pedagogiko, so se potrudili to zelo kvalitetno zapisati in predvsem tudi vedoželjnim še dodatno zagotoviti možnosti o informiranju na to temo v QR kodi, ki je na vsaki tematski tabli tudi prisotna. Jurij, gozdna učna točka Planetarij, meni je bila zelo všeč. Komu je namenjena? Ja, ta gozdna učna točka je zelo posebna. Za njo smo se odločili zaradi tega, ker je na Golovcu observatorij
Želeli smo pa na nek način povezati gozd oziroma les in naše vesolje. No in to smo v bistvu naredili na način, da je naš zelo butični izvajalec Studio Drevo oziroma Dan Pfeiffer izdelal planete iz različnih vrst lesa. Obenem pa se je pripravila tudi iz kovine armilarna krogla, ki je pa v bistvu orodje, ki omogoča eno zelo dobro interpretacijo gibanja planeta Zemlje v vesolju. Rekla sva, da se ta projekt ukvarja tudi s tem, da približa vso lepoto gozda otrokom. Na kakšen način? Daje se velik poudarek tudi gozdni pedagogiki, namreč gozdni vrtci, recimo za predšolsko vzgojo in pa tudi sami, bom rekel, aktivnosti oziroma naravoslovni dnevi v gozdnem prostoru za osnovne šole. To so zelo priljubljene in zelo potrebne tematike. Zaradi tega smo se odločili na 3 lokacijah za 3 različne četrtne skupnosti, se pravi Rudnik, Center in Golovec, vzpostaviti tako imenovane gozdne igralnice, kar pomeni znaten del gozdnega prostora, recimo 100x100 metrov gozda, kjer je parcela v lasti mesta in se lahko otroci tam prosto igrajo, in smo tudi zaradi tega zagotovili malo bolj nadstandardne pogoje, v smislu odstranjevanja suhih, nevarnih vej in tako naprej, da vemo, da so pogoji primerni. Krasno. Ampak na koncu morava pa vseeno omeniti še bonton v gozdu. Ta je pomemben tako za otroke kot za odrasle. Ja, no, gozdni bonton je pa tudi eden od rezultatov projekta. Mi smo se v bistvu potrudili z gozdnim bontonom na način, da smo glede na različne prilike, ki v gozdnem prostoru so, skombinirali 6 različnih variacij tega gozdnega bontona, na katerih želimo komunicirati z ljudmi tiste zapovedi v gozdnem prostoru, ki so na dani lokaciji najbolj pomembne. Se pravi, recimo na vstopni točki je za nas izjemno pomembno, da se ljudje, ki tja pridejo, zavedajo, da se tam neha prostor za motorni promet. In to recimo na gozdnih bontonih, na vstopnih točkah, recimo to prioritetno komuniciramo. Potem recimo na gozdnih učnih točkah, kjer je pomembna biodiverziteta, komuniciramo to, spoštovanje do rastlin, živali, še bolj poudarjeno. Vsekakor za odrasle in sploh za vse obiskovalce gozda je pomembno, da se jih velikokrat spomni in opomni, kaj je primerno vedenje v gozdu. Prej so ugotavljala, da ima Ljubljana več kot 40% gozdov in to je res veliko bogastvo. Čuvajmo ga, kaj ne? Ja, mi si bomo prizadevali za čuvanje tega. Zdaj smo ravno sprejeli nedavno tudi novo strategijo razvoja mestnih gozdov za daljše časovno obdobje od 2020 do 2045. In računam, da bomo v sodelovanju z vsemi ostalimi službami, ki se s tem področjem ukvarjamo, da bomo pri tem delu še bolj uspešni, kot smo bili do zdaj. Hvala lepa. Enako.